Fajn, inspiracijski podcast z Majo Monroe. Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in gledalci, sledilci Fajn podcasta, kjer vas vsak teden inspiriramo z zgodbami ljudi, ki živijo svoje sanje oziroma delajo to, kar jih veseli in iščejo srečo skozi to. In danes je z mano prav poseben gost, moj prijatelj, in moram omeniti, da je to tudi moj 50. podcast od 100, ki sem si jih zadala, in mi je prav posebna čast, da je ravno Denis Malačič moj gost v tokratnem podcastu. Denis, pozdravljen. Ja, dober dan. Kot prvo seveda čestitke ob jubileju, kot drugo pa hvala, da me je doletela ta čas, da sem ravno jaz tisti, ki sem v jubilejnem podcastu. Kot ste slišali zdaj Denisa, on je izkušen radijski voditelj, televizijski voditelj, drugače tudi kolumnist, moderator, voditelj na prireditvah. Zelo ena taka posebna, topla osebnost, ki jo lahko najdeš na mnogih dogodkih in ti prinese tisti dober feeling, tisti pristni feeling. Denis, povej mi, kako se zdaj počutiš, ko sem te tako opisala? Ja, dobro, da si me to vprašala, zaradi tega, ker ne vem, mislim človeku, ker je rada vroče, pa vse ne vem, če se vidi, ampak malo tudi teče z mene, sem jih izklopil radiator. Hvala za vse te krasne superlative in za vso to pohvalo. Moram tudi pohvaliti seveda nazaj tebe, zaradi tega, ker vendarle se poznava zdaj že skoraj da polovico najinega življenja. Bila sva sošolca v srednji šoli in moram povedati, da že takrat sva bila oba na svoj način zagnana, sva se tudi lotevala kakšnih skupnih projektov in lepo je videti, kam naju je življenje popeljalo po vseh teh letih. Zanimivo recimo je, da si ti iz Prekmurja pristal v Ljubljani, kar se mi zdi, da je tako za Slovenijo res tisti en največjih takih skokov. Zadnjič sem se tudi pogovarjala z Aljošo Bagolo, ki je pač isto, ker pač Prekmurje je, hočemo, nočemo, je tam nekem kotu Slovenije gori v glavi, tiste kure, in da prideš v Ljubljano in da tudi ustvariš tu svojo kariero, zahteva kar dosti podiran nekih svojih blokad, mejnikov, moraš biti res pogumen, moraš imeti jajca. Kako si ti doživljal to pot? Mislim, zabavno, stresno, tudi vsega je naneslo v teh preteklih 16 letih, odkar pač sem šel od doma najprej v Maribor, v srednjo šolo, pa višjo, pa potem naprej na univerzo. Potem pa seveda pristal v Ljubljani. Se mi zdi, da Ljubljana je vsekakor, kar se kariere tiče, v Sloveniji tisti neki vrh, kamor pač lahko prilezeš, da si nekaj ustvariš in nekaj narediš. Moram povedati, da so me precej zajebavali, kar se tiče narečja, mi Štajerci, Prekmurci imamo te oje, tako da sem imel kar dosti zajebancije z tem, mislim, je bilo kar vmes težko, ampak se človek potem navadi in včasih imam tisti občutek, da sem kot v enem izmed teh hollywoodskih filmov, ki spremljamo, ko nekdo z neke vasi gre v veliko mesto si uresničiti svoje sanje in potem spremljamo uspehe, padce in v bistvu je tako zanimivo življenje, zaradi tega, ker tukaj v Ljubljani se mi zdi, da živim eno življenje, ko pa pridem domov v Prekmurje, nazaj na domačo kmetijo, pa je spet nekaj drugega, tam pa greš sekati drva, si malo, ne vem, med živalmi, skratka v naravi, tako da mi paše obe strani kombinirati. No, saj ravno to, ko si zdaj omenil pač vrnitev domov, to je res, in ker sta res to dva taka res drugačna kraja, malo me zanima, kako je potekalo tvoje otroštvo. Si že v otroštvu začutil to željo, da bi nastopal, da bi v bistvu animiral ljudi, da bi šel v tej smeri, in ali si bil podprt pri tem, ali pa je tvoje otroštvo bilo čisto nekaj drugega, pa se je potem razvila ta želja? Kako je bilo to pri tebi? Vem, da sem že v vrtcu bil med tistimi, ki smo pač, radi nastopali, potem kasneje v osnovni šoli tudi dostikrat sodeloval na kakih šolskih prireditvah. Poanta je bila tudi, da recimo ko smo zdaj v takem božičnem času, sem potem bil recimo tudi v ekipi Dedka Mraza, ki je potoval po vrtcih naših okoliških, tako da mislim, da smo bili Škratje in Snežinke, to so bile z njim, tako da sem bil takrat že tudi del nekega takega programa. Doma pa sem v bistvu, ko sem bil tam mali, recimo star nekaj let, se spomnim, da sem uprizoril tudi eno tako gledališko predstavo z svojimi igračami, za svoje domače, in so oni morali to seveda pogledati. Sicer potem je bila taka zadeva, da seveda pač me je premetavalo na vse možne strani, kaj bi rad bil. Sem se poigraval z idejo, da bi bil živinozdravnik, potem recimo
da bi delal tudi kot kuhar, kar seveda kasneje se je vse izjalovilo. Se spomnim, da sem na šoli naenkrat videl plakat, na katerem je bil režiserski stolček, na njem je pisalo medijski tehnik. To je bilo nekaj novega v Sloveniji, pa vse, in sem rekel, zakaj ne. In tako sem se vpisal na srednjo medijsko šolo, oziroma srednjo šolo za oblikovanje, smer medijski tehnik. In že takrat v bistvu začel tudi gnjaviti na lokalnem radiju, ker sem ga ful rad poslušal. So imeli audicijo, šel tja, dobil študentsko oddajo in potem v bistvu kar vztrajal, hodil na audicije. V bistvu bilo je ogromno enih zavrnitev, sploh na začetku. In tudi zaradi tega recimo doma so podvomili, zakaj sploh pač si želim tega, če vidim, da recimo je ogromno enega neuspeha zraven. Je pa takrat potem bilo na srečo, srečo smolo to, da smo imeli v Sloveniji en šov, ki se mu je reklo Supernova Multitalents. Tam so zbirali pevce, igralce, voditelje, manekene. V prvi sezoni so me vrgli na prvi audiciji, v drugi sezoni pa sem prišel v superfinale, kjer se je kasneje sicer celo izkazalo, da bi moral zmagati. Pristal sem na drugem mestu, ker sem bil premlad pa vse. Nagrad sicer nisem dobil, ki bi jih moral dobiti kot zmagovalec, ampak v bistvu je bilo tisto en tak lep povod za to, da sem danes tukaj, kjer sem, in da sem vztrajal in končno imel tudi neki dokaz, da mi lahko uspe, če le dovolj verjamem vase. Nekako si verjel vase že cel čas, tudi če so doma podvomili v tebe, iskal si priložnosti, se prijavljal na njih, ni te na nek način odvrnilo, če si recimo na prvi audiciji bil zavrnjen in si potem se naslednjo leto spet prijavil in to te je pripeljalo nenazadnje tudi do tega, kar vse počneš danes, ne? Pa vendar, tako kot si že omenil, ni bilo lahko na tej poti, ne? Kaj se ti spomniš tega feelinga, ko je pač bila ta neka razočaranja, te neke zavrnitve, kaj je tebe gnalo naprej? Kaj je tisti drive, ki te mogoče še danes žene naprej? Predvsem je bilo to, da bi delal nekaj, kar me veseli, nekaj, kar pač si želim delati, ne glede na to, da vsako tako delo prinese s sabo ful enih, nekih dodatnih stvari. Se pravi, mediji so že sami v osnovi taki, da tvoje delo spremlja seveda veliko število ali poslušalcev, gledalcev, bralcev. In tam je kritika pač prisotna z vseh strani. Se pravi, ne samo strani tvojega urednika, tvojega šefa, ampak lahko dejansko vsakdo, ki te posluša, gleda, bere, napiše svoj komentar. In je že z te strani v bistvu neka velika odgovornost do tega, kar delaš, kar daješ od sebe. Je pa tudi dejstvo, da izpopolnjuješ sam sebe. In predvsem potem, ko me je doletela diagnoza raka na modih, se mi zdi, da sem našel svojo rdečo nit, končno, da sem dojel, kaj si želim dati ljudem, ker prej sem bil ful zmeden. Prej sem želel delati, recimo, vodil bi tudi kakega Big Brotherja, vodil bi šove, vodil bi, izbor za EMO, neke take velike megalomanske projekte, ki so se mi zdeli pač itak kot neki vrh, kar se tiče medijskega ustvarjanja. Ampak danes, ko pač je za mano diagnoza in ko sem pač predelal vse druge stvari, vidim, da v bistvu to več ni moja želja, ampak da si dejansko želim z gledalci, poslušalci, bralci deliti nekaj, kar jim bo dalo bistveno več. Se pravi, da ne bo to zgolj 1 ura nečesa, ampak da bo zadaj neka vsebina, predvsem pa želim opozarjati na zgodbe, ki so med nami, ki so pogosto preslišane, ki niso videne, ki so tako ali drugače zapostavljene, ne pridejo v ospredje, in kot vemo, je tega ogromno in tega bo po teh COVID časih še več. Zdaj si že začel v bistvu to, jaz kar tako malo stres doživim v sebi, ko nekdo pove tako zgodbo, zaradi tega, ker ne znam si predstavljati tega trenutka, ko to diagnozo dobiš. In si ravno, za tebe je bilo ravno tako, kot si rekel, si ravno bil v nekem vzponu, ravno si bil pred tem, da dosežeš vse možne vrhove in potem te telo ustavi in to te ustavi pač, razumeš, skalo vrže na tebe. In daj mi povej malo več o tem trenutku, o tem momentu v tvojem življenju, kako je to izgledalo za tebe. Dejansko se mi zdi, da sem res bil na eni izmed tistih točk, da sem se ful trudil za svojo kariero. Tudi takrat sem kombiniral 2 službi, se pravi delal na radiu, delal na televiziji. Ravno spomladi sem se vrnil nazaj, to je zdaj v bistvu bil september. In jaz sem začel opažati pač bolečino v spodnjem levem modu, ki je najprej nisem vedel seveda pojasniti, zakaj zdaj, kako in kaj. Tako kot vsak moški, verjetno sem tudi jaz
šel pogooglati, kaj bi to lahko bilo, videl pač, da bi lahko bila spolno prenosljiva bolezen. Tiste dni sem bil v Berlinu, tako da upal, da mogoče sem kaj staknil slučajno tam zaradi tega, ker po tej spolno prenosljivi bolezni sem prebral, da bi lahko šlo še za vnetje in seveda za rak na modih. Upal sem, da ni točno rak. Ampak, ko zdaj pomislim nazaj, se mi zdi, da sem imel takrat nekaj dni pred tem dogodkom trenutek, ko sem bil v avtu in sem se spraševal, kaj se dogaja z mojim življenjem, da mislim, da pač ni nekaj v redu, da tudi se ne počutim v redu v tem, kar pač počnem, da se mi zdi, da sem se na nek način izgubil in da bi moral zato, da bi me ljudje drugače dojemali oziroma karkoli se mi nekaj bi moralo zgoditi, oziroma ne vem, v bistvu ful neke čudne misli. Ampak, ko pomislim zdaj nazaj, da me je potem čez, ne vem, nekaj dni doletel rak na modih, pa vidim, da očitno imamo v sebi tudi sposobnost kakih slutenj oziroma pač, ne vem, nekih napovedi. In seveda, trenutek, ki izveš za diagnozo, ni lahek. Tudi vem, da sem se zjokal, da sem pač ful predeloval stvari kar nekaj časa. Ampak prvo, kar mi je padlo na pamet, je bila v bistvu od moje sošolke s faksa mama, ki se je ukvarjala, nisi rekla, da je pač ona vedeževalka, bila je bolj bioenergetičarka in poznal sem ene par kolegov, ki so hodili k njej in so bili ful navdušeni in potem sem jo jaz tudi prosil za termin in dejansko sem ga dobil, 3 ure sem bil tam in med drugim je ta gospa povedala, ti nikoli v življenju ne boš dobil raka, ne? In v tistem trenutku, ko sem jaz vedel, da imam raka, sem zakaj mi je to rekla, ne, zakaj? Nekaj ne vem, druge stvari, ki mi jih je povedala, sem kar verjel, nekaj za nazaj, tako tisto, kar ti povem za naprej, ne. In ne moraš vedeti, kaj se bo zgodilo, ampak ja, to me je kar pol nekaj časa, pač ne vem, spremljalo. Pa tudi recimo kot novinar sem 2-krat pokrival, enkrat raka na modih, enkrat raka na dojkah in vedno, ko sem se pogovarjal recimo z bolniki ali pa zdravniki, nikoli nisem imel občutka, da bi lahko to doletelo mene. Ampak pol me je in danes razumem, da sem si verjetno pač zelo, mislim, zagotovo sem si to ustvaril sam. Res razlagaš in tudi pišeš zelo pristno in podrobno o tem. In potem je pa pač sledila v bistvu pot ozdravitve, ti si se mogel odločiti v bistvu, da hočeš živeti, ne? Da hočeš to premagati. Ali je pri tebi bilo to že pač jasno? Mislim, kad te pri 30 letih doleti diagnoza raka, si valjda misliš, da ne, to ni to, nekaj še mora biti več, ne, mislim, hočem živeti, načeloma pač, vedno sem stremel k dobremu, se pravi, da imam dobre odnose, da nekaj dobrega delim z ljudmi, da nisem škodoželen, da nisem oni, ki bi, ne vem, neke zdrahe delal ali karkoli, skratka, da sem pač v redu fant. In bolj sploh se toliko bolj sprašuješ, zakaj je zdaj do tega prišlo, ampak je sledilo 4 ciklusi kemoterapij, 3 operacije, se pravi 8-mesečna bolniška. In tudi, če ti pač vsi pravijo, ne si postavljati vprašanj, počneš točno prav to. Ker se ti zgodijo trenutki, ko se znajdeš sam v bolnišnični sobi, medtem ko ti kapljajo kemoterapije v žilo in svet se zdi, da gre mimo tebe, ti si kot en fikus v dnevni sobi, ki pač ja, ne moreš nič, ampak ful sem bral, tudi gledal kakšne dokumentarce, skratka delal na sebi, tudi šel ogromno na sprehode, tudi nemalokrat se zjokal, skratka predeloval stvari in ravno preko teh zapisov, ki sem jih potem tudi objavljal na družabnih omrežjih, se mi je zdelo, da lahko kakšne stvari lažje napišem, kot recimo jih izrečem in ljudje so se res našli v tem noter. Se mi zdi, da je danes še vedno neke vrste stigma, da govoriš o svoji bolezni, da govoriš o borbi z njo, zaradi tega, ker vsi seveda radi delimo najlepše trenutke, najboljše fotografije, ne vem, tekmujemo, kdo bo imel lepše objave, boljše objave, kdo bo nabral več lajkov, potem se pa kar nenadoma med njimi znajde nekdo, ki pa je pa na onkološkem inštitutu in ne ve, kaj bo z njegovim življenjem, ne, ali bo živel ali ne. In predvsem sem opozarjal na to, kaj so tiste vrednote, ki so ta prave v življenju, na katere se mi zdi, da smo v tem svetu kapitalizma in zdaj dejansko tudi covida pozabili. Kaj je pomembno v življenju? Kaj rabi človek, da preživi v resnici danes? Ravno včeraj sem imel pogovor s sodelavcem, zasledil sem televizijski prispevek o tem, kako je pošta obremenjena v teh dneh, kako je ogromno enih paketov, ogromno enih pošiljk. In seveda razumeš, zaradi tega, ker pač trgovine so zaprte in vse ostalo, ampak še vedno se mi zdi, da tudi če gremo recimo zdaj v teh časih v trgovino, bomo tam naleteli na ogromno veliko število ljudi.
In ljudje smo nagnjeni v to, da zapravljamo, da si nabavljamo stvari, da pač, ne vem, hočemo imeti boljše, hočemo imeti lepše, kot imajo vsi drugi. Potem, tako kot sem omenil, tekmujemo o tem, kdo bo imel boljše avte, kdo bo imel, ne vem, boljša potovanja, razne stvari. A na koncu pozabljamo, recimo, da življenje živimo zase in da živimo zato, da ga res polno živimo. Ne pa v tej smeri, da bi torej se bahali, kaj vse imamo, ampak predvsem to, kaj ljudem lahko damo. Se pravi, ti lahko imaš 1001 stvar in če greš recimo na pijačo s prijateljico in na tej pijači ves čas štrckaš po telefonu, gledaš, ne vem, spremljaš, kdo ti lajka slike, ne vem, karkoli, ali pa delaš tam 1001 story, ne vem, kreiraš objave, bla, bla, bla. To dejansko nisi tam na pijači s prijateljico, ampak si tam na pijači s svojim telefonom. In to je realnost, ki jo lahko vidimo praktično vsak dan okrog nas. Zdaj sicer ne, ker je vse pozaprto, ampak sicer. Pa tudi, koliko smo mi recimo obremenjeni o tem, koliko se hočemo dokazovati, koliko hočemo, da nam nekaj uspe, ampak v bistvu tekmuješ sam s sabo, ne tekmuješ z drugimi in predvsem moraš poskrbeti za svoje telo, za svoje misli, kar marsikdo pač vidimo sploh v teh časih, ko se povečuje tudi raba antidepresivov, povečuje zloraba alkohola, prepovedanih substanc in vsega ostalega, tudi konec koncev nasilje. Vidimo, da marsikdo predvsem nima ljubezni do sebe. In ko imaš ti enkrat ljubezen do sebe, potem verjamem, da tudi ne moreš škodovati ljudem okrog sebe. Dajati drugim. Recimo ti, ko si pisal te svoje pristne zapise med zdravljenjem, si pravzaprav dajal drugim, delil si z drugimi zgodbo, drugim je to zelo pomagalo in s tem, ko si pač videl, koliko je to ljudem pomagalo, je na nek način si zdravil tudi sebe. Že prvotno si se zdravil, ker si dajo iz sebe vse te občutke v pisni obliki, potem si pa v bistvu še, ko si dobil feedback, pa je bilo na nek način zdravilno tudi to, da si videl, da si lahko pomagal drugim, ne? In tako kot si zdaj rekel, ne? Kaj lahko damo drugim, ne? To je bilo v bistvu ful dobro, ne? Ja, dejansko preko tega ljudje, naš največji problem je tam, da ne zaupamo in ne upamo povedati stvari, ki ležijo v nas noter, ne. Pogosto to skrivamo, pogosto se pretvarjamo, da smo čisto v redu, tudi pred svojimi najbližjimi, ampak potem pa ne vem, skrivamo, hodimo recimo do psihiatrov, ne vem, jemo kakšne tablete in vse to. In se mi zdi, da na prvi točki predvsem lahko naredimo to, da smo iskreni do sebe in do okolice, da tudi se večkrat pogovarjamo, da res iskreno povprašamo, kako si, da to ni samo mimobežni, kako si, in da človeku prisluhnemo, ne. Tudi vidimo recimo zdaj v teh časih, ogromno ljudi opozarja, da so se znašli v še večji osamljenosti, kot so bili recimo prej, da nimajo stika, da se nimajo komu zaupati pa vse to. In škoda bi bilo, da bi o tej svoji, ne vem, stremenju k popolnosti oziroma k tem pričakovanjem, ki jih imamo zaradi okolice, se pravi, vse mora nekako ustrezati, da ne bi opozorili recimo pač, ne vem, na svoje misli, svoje težave, na pač to, kar se dogaja v nas znotraj, ne, ker se mi zdi, da bolj kot ti to nabiraš in zadržuješ v sebi, prej ali slej se bo razvila pač bolezen in to se je zgodilo tudi meni, ne. In zato... Mislim, to je real thing, ne, to se zares zgodi, ne, pač to zadrževanje čustev, občutkov in to dejansko povzroči bolezen, ne, imamo zdaj veliko primerov, tako da ljudje slišite to. In mogoče samo za konec še, Denis, kaj je za tebe definicija tega, da imaš sebe rad? Ker o tem se dosti govori, sicer je vsak individualno verjetno pride do tega, pa vseeno je fajn slišati neke okvire nekoga, ki je šel takšno pot. Kaj torej za tebe v bistvu pomeni, da se ima človek rad? Veš, ko si prej rekel, se vidi, da ljudje pač nimajo sebe radi. Kaj pomeni, da imaš sebe rad v vsakodnevnem življenju? Če primerjam sebe recimo z obdobjem prej, jaz nikoli nisem mogel biti sam. Se pravi, to je pomenilo v praksi, da ko sem pač končal službo, sem poklical nekega kolega, šel na pijačo, ždel pač nekje z nekom, da pač nisem bil sam. Po diagnozi pa se je to spremenilo in sem zelo začel ceniti trenutke, kar sem lahko sam. In dejansko šel lani tudi sam na dopust, prehoditi Camino. Je bil moj najboljši dopust ever v življenju, jokal se vsak dan.
In tudi recimo zdaj ta karantena, ko se nam je zgodila, mi na nek način odgovarja, ker ravno te dni sem debatiral z eno svojih kolegic, da se v enem svojem obdobju, ko raje vidim, da sem recimo zvečer po delu, ko pridem domov, da sem sam, da pač ne vem, si lahko privoščim kaj zase, da lahko kaj preberem, da lahko kaj pogledam, konec koncev, ne vem, svečke si prižigam, zdaj kaj tako praznično vzdušje dejansko tukaj že sneži. Moraš poskrbeti za neke svoje lastne užitke, ne? In to pomeni, se pravi, pač ne vem, nekaj si privoščiti, kar rad počneš, kar rad, ne vem, kar te sprosti. In predvsem tudi, da damo kdaj sebe na prvo mesto. Se pravi, mi smo vedno taki, da vedno gledamo na druge, vedno pač ne vem, so drugi pomembni, le malokrat pa pogledamo nase in dejansko si privoščimo kaj zase, ne? Tako da se mi zdi, ampak to spet ne, zdaj lahko bi to nekdo drugače razumel, se pravi, si premalokrat privoščimo, medtem ko prej govorimo o vseh paketih, ki so naokrog pa vse, ampak mislim, tako, da imamo nek zdrav odnos do sebe, se pravi, takoj, ko ne vem, recimo si aktiven fizično, tudi ogromno prispevaš seveda k psihi, ne, in ena taka kombinacija, ki jo uspeš najti, mislim, imamo ogromno enih krasnih knjig, ki jih lahko beremo za osebnostno rast. Nekaterim odgovarjajo ene, nekaterim druge, ampak že če malo pobrskamo po spletu, ne samo, da smo omejeni recimo na Facebook pa na Instagram, ampak splet sam po sebi je gromozanska zakladnica raznih vsebin in če malo pač, ne vem, poguglaš ali karkoli pogledaš, verjamem, da lahko vsak najde nekaj zase, kar mu bo prispevalo k temu, da bo jutri imel boljši dan, kot je današnji. Mislim, da je to super zaključek na enega fajn podcasta, še posebej za ta karantenski ponedeljek, v katerem vas, dragi poslušalci in gledalci, pošiljamo med knjige. In vam želimo oba z Denisom, da poiščete čas zase, da date sebe na prvo mesto, seveda v balansu z dobrimi odnosi, ki jih vzdržujete, in da se ne počutite zapečkari, če si vzamete kakšen večer doma na kavču z knjigo in kakavom in ne vem, karkoli že vam paše. Vse dobro in se vidimo v naslednjem fajn podcastu. Čau! Čau. Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.